vsi. Drugače, vas to tako zanima strip, kaj rišete, že stripovsko? Ok. Kdo? Ok. A vam imate kaj sabo tudi? Vam za pokazati? No, ima kdo kaj sabo? Ok, lahko ga je pol, ko bomo imeli pogovore, da pokažete, če ne imam, da bomo kar svoj beri, pa mi lahko kaj pošljete. Jaz sem to delno hotel imeti zato, ker se mi zdi, da folk dosti začne malo risati, pa to na faksu, pa da kdaj ne vejo, če se s kom se da povezati, ki se bi da dobiti še neke podpore logistične, pa tako pravzaprav bi najprej malo povedal nekaj, kaj jaz pa delam, pa kaj delamo ta zgled, da se lahko tudi vi vklopite noter, če se hoče. Ok? Ker sem Izar, pač pa sem po izobrazbi filozof pa slikar, ampak se zdaj v glavnem striperji ukvarjam. Sem hotel nekaj časa tudi na faksu delati, takrat, ko sem delal doktorat, pa sem mislil, da bom striper pol zraven porisal, sam se je pol ravno takrat ful zaprla ta akademska sfera, pa sem zdaj raje sam postripil. Tako da nekako začel sem, ravno da sem prišel, nekako mislim na ALU, oziroma ne takrat sem bil najprej še sam na filofaksu, sem dobil svoj prvi tak reden job, kar je pač ful dobro v stripu, ko lahko res izraz naprej razvijaš. Sem dobil za takrat, ko so bili še časopisi ful močni, za delati tedenski strip v Slovenskih novicah. In je bilo pač vsako soboto sem moral narediti en page stripa in je bilo ful fajn tako za učiti se. Tako se mi zdi, da je ful lušen, da če delaš stripe, da imaš nek stan plat za objavljati, da imaš občutek, da imaš neko publiko, pa da danes je pa itak, pa zdaj ful se da tega na Instagramu, se mi zdi ful hvaležen medij za stripe, čeprav je malo bedno, da moraš, da sem imel pol na onih 10 kvadratkov, mislim, na kvadratno format, pa vedno sem na 10 slic, ampak tako se mi zdi ful važno, da objavljaš. Meni je to pač blazno takrat naredil, da sem to delal in sem delal pač ta strip mini, ko je bil v teh dveh živalcah, temu profesorju pa Ježu Božbita na robotravnika in pa naj delata razne človeške predmete in v njih malo razglabljata, da me je ta moj filozofski del še malo tako se vklopil noter, mi je bilo ful lušen. In to, in pa je nastala taka knjiga, ki so zbrani, pač vsi te stripi, pa rodem pa malo to je že ful star strip, to je res 20 let star strip še zdaj in je pravzaprav ful drugačen kot stripi, ki so zdaj delali, ki črno bil poslednja roka delan s Šopičem pa tako da, ampak je tak, ki so bili takrat. Pol pač nekako, ki se je tam zaprl v Slovenskih novicah, sem me pol na srečo postavil v delo, pa sem imel tam pač eno tako pasico spodaj na dnu in je bilo ful zabavno delati ta oče paj, se ga upravirali tudi s Šopičem pa s črnilom, pa pol spodnji del pa prosti tehnični klopri, pa so vse te male figurce, pa tako, ko je bil vedno nekem polžu pa želj večja ker sta bila oba živali iz oklepov, ampak sta se ful kregala, kdo je večji frajer. Želva se je imela ful za kapitalista, zato ker se je zdaj da za materialista, ker vedno vse svoje ima v sabo. Polžu se je pa zdaj ful revolucionar, ker lahko vse, kar ima v sabo. In pa se nekaj se nekaj ideološki svoje, tako da nekaj in to sem delal tam pač, ne vem, nekaj okrog svojega 25, pa zraven sem tako v mladini sem objavil še nek ta strip o teh Disneyjevih racah, malo bolj takih kriminalnih pa zljučki. Pa ko so govorili italijansko, iz nekaj razloga, pa so imeli podnapise, tako da to je pa tudi dosti zabavno za delati, pa je takrat iskali mladini, pa je pač takega, in sem se pač tako ukrvite lahko pač v bistvu ful, že to je delan tako v ful različnih stilih, tako da lahko svašta eksperimentirati. Pol pozneje pač rado malo problem, ko to je bil še vse v časopisih objavljeno, pa so pač časopisi zaradi interneta začeli tako strmo in padati naklade, ampak se je pa ful razmahnil, in koliko leta 2008 ali pa kaj, da se je pa ful razmahnil internetni strip, tako v bistvu še prej bil internet na telefonu, ko so bili na kompih in je bilo dosti placa, da sem res te celostranske stripe in je bilo takoj mislim na neki točki nekih 20,000 internetnih stripov, ko so naenkrat izhajali in pa so bili celi page, ko so ugotavljali, kjer so najbolj brani, pa tako in sem pa takrat delal ta sprejeti strip Založeni raj, ki je bil pa vedno nem, zato da je bil lažje bolj mednaroden, pa je govoril o Bogu, Adamu pa Evi, pa tema te povezave linije, pa hecen ga še takrat ful zanimala. In smo pa tudi zbrali ene knjige, ki je pa zdaj nimam. Pa je bil pol toliko zato, ker smo naredili mednarodno, je bil pol prvi
prvi strip, ker moj kaj je šel pa tudi v Španiji, pa v Angliji, pa tako, pa je fajn. Pa sem začel še v Sloveniji, pač malo delati spletne stripe, bolj pozneje, tam okrog leta 12. Pa sem ful simplificiral stil, ker sem takrat začel ful veliko brati bolj te francoske avtorje, ko imajo tako malo bolj hiter pa skiciozen stil, pa mi je to ful poslal, pa sem uporabil nekaj osnovnih barv in so bolj take autobiografske reči nastajale. Pač na podlagi česa, kar se mi je takrat izgodil. To je že recimo tak format, ki se mi zdi, da je tudi tako zdaj probam na Instagramu tudi objavljati ene njih take, da se sam posamezne slice, pa se mi da se da ful ožilo. Pol čez par let sem pa sva z enim frendom ugotovila, da pravzaprav ne vem, če pa že v Sloveniji ni tiskan strip toliko dobrodošel, da lahko mogoče probava kaj v tujini objaviti in smo pol skupaj pravzaprav, bilo prvo že sem sodeloval, da lahko delaš to, da nekdo dela scenarij, nekdo izgo in smo pol pravzaprav skupaj na podlagi mojega osnovnega koncepta v tem nekem svetu afriških živali, cepljenjem na ta loaža, razkrivati detektivi, pa tako smo pol skupaj razdelala tako blazna kompleksna neko doživalsko družbo in smo delala ta Animal Market, pol v Ameriki izhajajo teh klasičnih zveščičih in so dobila pač neke 4 zvezke so uspela narediti in so zdaj ukidali. Tako zdaj nam je pa po 5 letih tega, ko smo imela ful večje plane, Cankarjeva založba odobrila, da lahko narediva še 8 zvezkov pa končala zgodbo, ampak sta se pa njih kratko skoraj na smrt skregala, tako da ne vem, če bo to rado. To so pa nevarnosti teh sodelovanj. So pa zgledali pač, ko je bil ful tak klasičen strip, tako barvan, računalniške oblačke so dala noter, zato da lažje, pa font, tako da si lažje te dialoge šteljajo pa tako. To so tudi še kaj strani. Pa sem pa tako še pred par leti sem pa pol ugotovil, da vse ne bi čisto zanemaril tega svojega filozofskega dela in sem pol vmes, ko sem delal pač doktorat, takrat, ko sem bil šlo na faksu, sem pač naredil nek cel tako pač debelo teoretsko knjigo o tem, kje se komedija pa religija lahko povezujeta, ko jih dojemamo kot dve ful ločeni stvari, tako da v cerkvi nikoli ni nič smešnega, pa da za komedijo ni nič svetega, da se vsega zbrkava, ampak v bistvu ima to ful neke hude stične točke, sploh če greš pogledati take druge religije, krščanstva, pa tako pač ne bolj afriške pa indijanske v majhnih skupnostih, imaš pa ful smešnih likov znotraj urade, ful zanimivo. So blazno važno. In potem na podlagi tega sem pač, ker sem vedel, da pač tega nauživ bom prebral, čeprav sem se tako pač blazno trudil, da bi potem sem šel reči čez cel doktorat, pa sem ga blazno poenostavil, pa naredil nekaj bližnice, ampak sem tako po par letih videl, da skoraj noben, ni tudi mojih prijatelj nekaj res prebral in sem pa naredil to svetlo in smešno, ker pa taka stripov se predelava tudi v tem simbol stilu teh zgodb. Pa tako zgleda, recimo taki pejček, da je tako sam tekst, pa malo ilustriran, pa se dogaja, pa ti ljudje v oblačkih pač razlagajo stvari, pa mi je zdaj to zanimivo, pa mogoče tudi v prihodnje bo kakšne te razlagalne stripe, malo filozofske narediti. Zdaj tako čisto nazadnje sem pa naredil še te pravljice v stripu, ker imam zdaj že 7 let starega otroka, ker sem v zadnje, recimo 4 leta, dokaj ta skozi zvečer prepovedoval neke zgodbice, pa sem pač ugotovil, da mi to pomaga, ker jaz ponavadi pri zgodbah blazno komplicirati, pa ful preveč česa konceptualnega, pa filozofskega moc tlačen, tako pri njemu sem pa videl, da ful ne morem fejkati, da ne govorim ful simple zgodbice, ko so pa kdaj res blazno se funkcionirali na tiste 5-minutni improvizaciji in potem sem si vlekel, so bile dobre, vsem, če sem prišel pri Hispanice malo zapisal in potem sem bil tudi nekaj za fora zaprav 7, da sem naredil eno to knjigo, ampak je zdaj bila ful uredu, tako sploh otroci so ful fajn, pa imajo za bralno značko že več, kaj sem videl, tako da bom verjetno še kakšno tako narediti. Pa vizualno je bilo zanimivo, ko sem tukaj ravno zdaj pred kratkim začel sodelovati z neko ful mlajšo risarko stripov, ko je zdaj stara 22, ona ful veliko delala na tablico, pa sem pa rekel, mogoče predval tudi jaz pač malo pustil to delovno roke, pa sem pol se tukaj začel učiti. In sem pač ful neke različne stile probal, recimo, ne vem, čist brez konturno grafiko, ko res sam polagaš te flehe, ko je taka ful lučna zapropati v digitalnem, do takih malo mešanic, ko sem ločal te svoje iz Algora, sem iz nekaj slikarstva, ki smo se učili, da je bilo ful bolj slikan, da je res ta občutek, da ne rišeš to, da
Da ni to, da bi sam risal po barvu, ampak da že prav na neki način skoraj slikaš v kompu. To je toliko tega, da veste, kaj sem jaz naškaj približen delu, pa da vidite, kakšne reči še znam. Pa vaš čas je bilo pa tako, ker je pri nas, ker je dosti nekaj stripovska scena, se mi zdi, da res, če hočeš še naprej pisati stripe, da ful rabiš nek support, neke skupnosti, no? In sem se spomnil, da pač, ko sem bil tako v osnovi, po srednji, pa na začetku faksa, je bila ena ta ful dobra striparna producenta magazina in se mi zdi, da je pač to res blazno pogumila, da sem lahko tam hodil, pa srečeval nekaj ljudi, pa skozi grobno sveže stripe. In smo pol z enim prijateljem v bistvu ustanovila ta Stripolis, ki je bil najprej pravzaprav samo tak vsakomesečen večer, kjer smo se pogovarjali o stripih, pa gostili zanimive striparje iz tujine na Skypeu pa tako. In to pravzaprav še vedno zdaj traja v Kinu Šiška vsak mesec, samo da se zdaj imenuje Razlika tinta. Hkrati imam jaz bolj svoje večere po tem svojem placu, striparni Stripolis, ki je bil na Poljanski 11. In imam tam tudi recimo na 2 tedna ali pa en mesec isti tip večerov, ali neka skupna branja stripov, ali ne vem, poročilo o kakšnih novostih, skratka festivalov, skratka tako, da se malo v stiku, kaj se zdaj dogaja v svetu stripa. Tako da, če vas bo pa šel strip zanimivo, da bi te prišli, lahko pa šli dekle na Poljansko 11. Pa imamo nekaj dogodke in vaš čas imamo noter pač neki zbor trenutno hod svetovnega stripa, kar je prevedenega angleščina, da imamo samo angleščini, nimamo recimo še francoskih izdaj. Hkrati je noter tudi moj atelje, jaz pač ne vem, kjer delam v striparni in pol na drugi strani prostora je bil viden čez kompe, so pa pač vse te police, pa neki foteli, ki se lahko še posede, pa se zelo dobrodošli, dobro pogledati, da tam te pa lahko brskate po teh stripih, pa lahko se tudi skrb pogovarjamo o tem, kaj so, kjeri so prišli v stripi, da so pa fotke iz nekega dogodka, kaj fotke. Potem sem dokaj še par fotk pobrov z polic, tukaj imamo, to recimo, ne vem, so res taki v zadnjih 10-20 letih najbolj aktualni francoski stripi, razni, ampak prevedeni v angleščino. Tlej so prav izbrani, tega so blazno ljudi, ki se zdaj bere, so prav na teh raznih listah bestsellerjev, so pravzaprav dokumentarni stripi, ali autobiografski, ali nekih, ne vem, zgodovinskih dogodkih, in bomo tekle take zanimive šteje. Da King of Kingport, mislim, da je v nekem tipu z neko malo džankico, odraščal, kaj v tem. Pol Andre the Giant je nekega boksa obnavlja, nekega tipa iz Washingtona, kot prav dela o zanimivih, kot dela prav strip dokumentacije na nek način snema. In tlej pač recimo temu nekemu full slavnemu wrestlerju iz 70-ih naredil neko celo zgodbo. Pa je naredil mislim, da eno Andy Kaufmanu, eno legalizaciji trave, on je prav tak strip dokumentarist. Pa ena zadeva, ki se zdaj recimo v Franciji že 10 let full bere, je Arabec prihodnosti, ko je to prvi del tudi slovenščina, pa je tudi full dober. Je v bistvu en ta Riyad Sattouf, ko je njegov oče je Siric, pa mama Francozinja in poje tako skozi odraščal malo med Sirijo, pa Francijo, pa Libijo in vam moram v bistvu zdaj že v 5 letih, zdaj 6 let po zadnji, to celo svoje odraščanje razloženo in pol svešili neki v tej politični situaciji, politični zgodovini Bližnjega vzhoda pa Francije, pa vse te njegove teološke refleksije o razliki med kulturami, pa tudi o ful zanimivo družinsko zgodbo s tem očetom, ko je pravzaprav zato naslov Arabec prihodnosti, ker je prišel pravzaprav študirati v Sorbono, da bi bil tak res razsvetljen Arabec nove dobe in se potem vrnil v Sirijo, pa v Libijo, kao pomagati graditi neko sodobno arabsko družbo, ampak v bistvu tako z leti postajali ta bolj konzervativen, da pa na začetku umeku hodati, pa mislim, da pa prepusti mamo, pa enega tresi nov grab, pa ga odpelje tja. In je tako ful zanimivo, da cela zgodba, da se zgodba. Paralelno vojna, ko smo zdaj tudi po slovenščini izdali, da mi je avtor Ljubljani na festivalu Tinta in tako ful teh zanimivih zadev tle. Imate pa tudi cele police s tem, ko mu jaz rečem, tak pameten pop oziroma tak prijeten trash, ko imaš vse te transmetropolitane, pa Hellboye, pa so ful dobro zgodicani. Pač res tak lušten, dober arci narejen trash. Je bil pa zanč naravno pač Erič, ta profesor, ki je pa vas pri meni v striparni in je pol nabavil, mislim, da res za knjižnico za ene 500 €, tega sva skupaj izbrala nekaj najboljše naslove, tako da v bistvu zdaj vsak hip čisto knjižar, ki imitira imeli nekaj takih zbor lušen tega na policah. Tukaj so tudi še razni ful zanimivi francoski avtorji, taj mislim, da Brett Evans dela tako ful slikarsko, tako z barvnimi tuši, brez
brez oblačkov, pa brez kvadratkov, da se kako se razdiva po strani, pa morda je celostranske kompozicije. In nek belgijski avtor, flamski, da je tako ful zanimiv, in ga bomo tudi povabili na ta naš festival jesen, pa bomo razstavili, da se bo da originale videti, pa nek prevod in njegove knjige. Tle, ne vem, to so recimo take klasike, tukaj vem, če ste šel za Ellen Šmura, če poznate Watchmen, pa Before Vendetta, pa ta zadeva, je bil to pač nek tak full tip, ki je v bistvu tako strip scenaristi, pa najbolj razvil v 80-ih, pa je bilo že tudi leta 2010, pa ima celo polico znanga, pa to je recimo polica tako sam ženskih avtorov, ki so se pojavile v zadnjih 5 letih, ker je tako poplava, zdaj je ženska, so če bili se stripe in se videli to zanimivo, je pa ful dobro. Pol imamo pa pač, smo pa v bistvu zato, ker smo vaš čas imeli že ta festival, in tudi na koncu še nekaj njem povedal, smo pa potem tem avtorjem, ko jih sem povabil, začeli izdajati tudi knjige. Delno zato, ker so se drugi ti naši soorganizatorji so ga sami strip založbe in pa so se oni malo pritožvali, da mi povabimo še avtorja, ko nima nobene izdaje v slovenščini, da bi dosti vsem, ko smo pač sam prodajali prek trgovine njihove angleške zadeve, ampak koliko so nam tako skozi težili, da bi s tem kot bomo vzeli, smo rekli, ok, pa bomo možno vzeli, to bomo še mi zelo. In smo bolj že par, recimo Louis Trondheim, ki je bil tako verjetno, ne vem, najpomembnejši francoski striper zadnjih 20 let, ki je tako bil zdaj počasno, kot Gaša, sem videl nekaj bolj urednika po mentorja, ampak poprej je bil tako res ta na francoski sceni. In smo pa dali njemu ven to greščino, ki je tak otroško odrasel strip, ki sem tlepo ga bere kdo folk. Je pa fino, ker je tudi otroški, tako da bolj lahko na tem otrokom še predaš, pa si pokriješ čisto ložek noter, ampak sta pa v bistvu scenarista in Trondheim in Joan Smart, ko sta obe take največji imeni tega francoskega novega vala porisali to cela plejada teh tipov iz tistega cajta in je ful dobro. Pa odmerčka sta se izdala, kot tudi stvar je ena, zelo otroška stvar, pa Sardino in Solimanovo, vajno, ki sta od Emanuela Liberja, ki je tudi zdaj ljubljani. Zdaj smo počas začeli dajati še nekaj slovenske, v bistvu posebej razmer smo dali, in tudi tega lahko noč skineta, ker bi v bistvu moral pa založbe mišnici in posebej nekaj zaplet s temi subvencijami, pa sem ga dal ker smo pa zdaj začeli tako še nekim mlajšim slovenskim avtorjem in spet v bistvu avtorice, ko se kol ženske s tem ukvarja, dajati knjige ven in smo recimo tele Zori Benčevič s Falani pravzaprav skupaj z Doro naredila, ker ona ni imela prav nekih daljših stripov, ona da reč na Instagramu, če boste se videli, se reče Dorančna in ona je zastara, mislim, čak ona je leti 2000, to je zastara recimo 22 in ima drugač bolj take enoslične štoske. Meni se je pa ful zanimivo, da bi delil zelo, ker bi bilo ful všeč kakšna sveža izgloma in sem slučajno gledal za neko ljudsko zgodbo, ko sem ga albansko, ko sem že sposobil strip narediti. In sem ji bolj povedal, pa je rekla, da bi nam lahko delali strip in pa sem nekaj skupaj naredila. Da sem jo naredil osnovno storyboard, ampak je malo bolj še spremenila, zdaj pa nekaj napomeni, da sem jo posledovala. Da sem delal, da sem tako bolj bila knjiga, malo prišla. In kar je hudo je, da bomo pravzaprav zdaj smo dobili to sredstvo od Slovenskega filmskega centra, da lahko začnemo razvijati še neko animacijo na tej podlagi. In se tako ful zanimivo premika to spet neko novo področje, ko se družujem spet neko Leo Vučko, kot neka režiserka, 30 let stara, ki ima že svoje risanke in ko se pomanj spaja. Kompanijski, ki smo delali v Musko delal, in tako ful neke sinergije. Bomo pa videli, da bo rekel rezultat. Pa smo pa zdaj čisto na sveže, po mojem, pred 10 dnevi, smo dali pa ven še, ne vem, če slučajno poznate Instagrama, Karolino Vsino, če kdo tega sledi, je pa ena primorka, stara, mislim, da pa 23, tako, ki je počala preveljana vrževnost, pa zdaj ne 2 leti objavila, pravzaprav te 10 slične, ful si prezrisane autobiografske, tako čisto trinke svojega life, ampak ful dobro zabavne, pa napisane vse tako v primorščini. Ful lušen in sem bil tudi posle kot je fakt greva nekaj skupina resta, da je bilo to in pa smo skupaj izbrali ta nekih 15 epizod, ko so bile obema, kar nekaj najbolj všeč, pa celo to niso skoncipirali, tako ful lušen. Tako skratka, to je tudi poziv, da če bi kdorkoli od vas pač, ne vem, motostripe delati, pa bi že objavljal, da lahko pač pridete tudi do nas, pa kaj njim pokažete, pa vam da kakšen feedback, pa
nekaj skratka, kamor lahko pridete, pa se nekaj zgodi. Saj klemam še tole, ja, te dve obe, sem jih omenil. Pa še ena zadeva, ki je pa ful zanimiva, če so vam prstiti zanimivi, poleg tega, da je ta trgovina, pa te mesečni večeri in dobro so sniparne in Šiški, je pa pol še Tinta festival, ki je pa vedno prvi teden oktobra in je pol tako po raznih lokacijah v Ljubljani. Vedno se tako, kad so ponovati festivali, da se tam od srede do nedelja razvijajo, je Tinta potem tako, da so ponovati, ne vem, od srede do petka so vedno po mestu nekaj otvoritve razstav. Vedno tako, jaz pripeljem enega ali pa dva avtorja, pa imate vedno še razstavo po izid knjige, pa pogovor. Pol Stripburger vedno pripeljem še svojega avtorja, pa imate knjigo pa pogovor, pa še Kino Šiška ponovati prek Dobre vage, pripelje neke take polizinovske avtorje, pa imate razstavo Dobre vage in pol se to dogaja, da smo sredi četrtek petek. Lani smo bili zelo tako v tej galeriji Kresija, ko je res taka reprezentativna po centru, smo imeli nekaj tako skupno festivalsko razstavo. In pol v sobotah pa sploh Lušen, ki je pa pravzaprav v Kinu Šiška v Zgornjem Štuku cel dan tako stripovski sejem, z štanti od vseh slovenskih založb, ki so specializirani na stripe, pa z prodajo rabljenih stripov tudi, od tega društva Stripoholik, ko skozi te strip bazarje organizira. In pol so cel dan so pa pol v bistvu tudi pogovori s temi raznimi avtorji, ki so prišli na obisk, pa imajo te avtorji vedno, mislim, da dopoldne so vsaj ene 3 te masterklasi, zato da oni pol kažejo svoj proces, v bistvu ustvarjalne, da razlagajo, kako kaj delajo, kar je vedno tako ful dobro videti. In to skratka je neka Tinta. Tle so pa, tle so malo še fotke, to je fotka iz te Giberjeve razstave, ko je bila v galeriji Kurna, ko je tam med Rimsko Perjevorščevo. Pa vedno naredimo, ker je še tudi lušno, da je spet neko to hengerje skupaj, naredimo vedno eno skupino tako slovenskih striparjev, tako neko porje, da smo pač nekaj skozi ista generacija, smo se 79, ko jaz smo Matej Dečekov, ko ful ilustrira, pa reši nekaj kreatovške stripe, pa Ivan Mitrevski, ko dela tako stripov za otroke, pa Miho Hančič, pa David Kralčan, pa zdaj vedno več nekaj mlajšega fotka, zraven prihaja in Karolina Przdehod, pa Dora Venčevič, pa Lega Vrčko, ko je ta režiserka, da so režiserke tega tenisem, tako in pol izvaja neka fulušna stvar in bolj skratka ponovati naredimo eno skupno knjigico, tako polno jam sessionov na temo unega gosta, ki pride in pol to izdamo za časa festivala. Tukaj smo imeli tudi en koncert, še z risanjem v zadnji v Zorici, od Mikija Solusa, ko je en tak fulfajn hrvaški kantautor. Pa letos smo začeli pol s tem, da smo si vedno dali neko ekipno ime, nekaj smo skupaj spomladi risali in pol je vedno neko ime, ki je vezan na gosta, ki prihaja. In let, ki je prišel Trondheim, pa imamo ful še zajce, smo si dali ime Pijani zajci. Pol lani smo tudi Zlati Ostric, ker je prišel malo Giberje, še tega Jugora, Sliček. In smo pol imeli prav festivalsko pivo in neke broške, ki je eno zatarstvo naredili, tako da je še bolj to ful festivalsko vzdušje. To je to po tem, kar sem tako v osnovi predstavil, da vse počnemo. Zdaj pa najbolj, da pač vprašate še, kar vas zanima, da še vprašate. Karolin, da je dožel pogledanja, ampak to še kaj poznal tega, mogoče poznate tim, poznate stripiste, to se pa poznajo. Imate še kaj za vprašati? Kaj imate zdaj mojstra? Sem mislil, ti dejansko stripaš više. Tako da sem zdaj vedno bolj tako da od stripa, prej sem res praktično od ilustracije pravzaprav živel, pa je bil pa strip, je bil pa enih tistih 20%, ne še tam. Ampak zdaj, če šteješ še tome, so še vsi te dogodki, kjer pol pač probam pridobiti neka sredstva, pa se lahko iz tega nekaj naravnanja, znači je že to nekaj dvigano, pa pol je vedno več zdaj tega interesa, da te povabijo, da govoriš o stripu, pa se to zraven pokrop. In dejansko so tudi sami stripi zdaj bolj vprašani. Zdaj sem pravzaprav za vse, ko dobiš stolitnih honorarjev v zadnjih par letih. In za svet ni smešno, in prej tega so da Veličani delali, v stvari kot honorar, in zdaj na Majcankarja pa zrihta za tajni honor, mogoče se pregovorili, to vse. Zdaj zadnjimi leti se mi zdi boljšno. To je, ko si skoraj dan. Valjda je pa ful boljši prijatelj nekak mednarodno, kar je pa zdaj se mi zdi z netom ful možno.
Mislim, ni še prav nobenega, mislim, da ena ženska v Sloveniji, ki je zdaj začela risati za malo, ne? Ampak to je bolj ta tip teh hit-jobov, mislim, to živeti v tujini, da avtorskega stripa je bolj težji. V tem enim manuarjem je tako malo nakazano, da se mogoče dati, tako ali so se suli. Zdaj bom videl, da bo to moje svetnem smešno, bo zdaj šlo pri eni ameriški založbi, ki je bila ful manjša od teh ogromnih, ki je vse med indi založbami je razmeroma pomembna, pa bomo spet videli, pa se zgodi. Od tega avtorskega se mi zdi predvsem tako četirata napisati kakšen ta bolj biografski bestseller. Vmes sem rekel že, da tako pičo nekaj ta zga malo, da prepoveduješ malo scene v Jugoslaviji, če svojo prošlo, pa je tako če te zanima, da se kako bolj zanimivo zadelati. Skratka, ne vem, to je bolj tako. Ampak tako, z ilustracijo pa sem se pa da, medtem, ker recimo na Hrvaškem, če bo tam hodnega festivala, je pa tako ogromno ljudi živi stripa, na Hrvaškem so Srbiji po Črni gori, ampak praktično vsi delajo te hit-jobe, ne? Zato rišejo za Marvel, pa za DC, pa še za celo morje teh manjših komercialnih. In dobijo v bistvu absolutno plačano, dobijo tako plačano 100 evrov v strani, pa je super. 100 evrov v strani. Ja, nekaj tako. To so tudi zdaj, sem se dobivala na eni manualni, sem se dobivala 150 evrov v strani, pa tudi še nekaj za scenarije, nekaj za barve. Čas pa više recimo v strani. Pa načelno pa je tako ena stran na dan, je tako normalna stvar. To pravijo, v profil vsi pravijo, da če ne moraš narediti ene strani na dan, nisi za tako, za risati strips. Zato od začetka od tanca do finiša. Tako je. Zato do 10 ur recimo na tižnju. Ja, mislim, da je ful, odvisno je koliko natančno delaš. Jaz sem zdaj prvi začel ful bolj tako skicozno delati, pa sem pol računal, da pol barva še pač doda svoje, pa tako je odvisno. Jaz sem v bistvu zdaj ravno za strane 5-6 ur. Kako se bo recimo to spremenil času, recimo takrat, ko začneš, ko si rabo več časa, si zdaj pospešil ta proces? Ja, takrat sem rabo ful več, mislim, sploh, kad dobiš, jaz sem čist pač, mislim, sem delal te stripe že v osnovni šoli, ne, takrat si tak ful hitro rešil, resnični pa tako vse. Ampak pa recimo te minije, ki sem jih prebral v slovenskih novicah, sem ta prvo stran narisal v 8. razredu, je bilo tako prav, ne, takrat ne znaš, ko sem naredil eno skico, pa sem imel polovice za inkov, pa sem pa zakubil inspiracijo, pa sem pa na konc 8. razreda zakončal tisto stran, sem po celem letu, nekaj stan flipa po mojem. In pa tudi vedno bolj pozneje blazno še to počas, to je izveč, nisi delal vse tist. Ampak pol ful pomaga, če imaš nekaj te assignmente, ne, pol čim si dobil polno, enkrat na teden moraš oddati tele minije, ne, za slovenske novice, sem rekel, pač vsak teden naredil. Pa takrat se spomnim, da sem se rabil 12 ur za ena stran, da sem delal nekaj takega. Se mi smo zmeraj pogledali po urah, koliko nekaj rabi sploh. Se to tako organizirano v svojem delu, oziroma kako zgleda recimo? Ja, mislim, to še kar, ja. Mislim, da sem bil bolj, ko sem bil mlajši, ker sem imel ful velik zadev, ker sem pa študiral na obeh faksih in pa sem prav vedel, kdaj imam 12 ur, da res lahko naredim. Minije pa sem se to odrejal. Zdaj pa naredil, da sem rad tako že malo zmanjal, pa tako da ne moram to delati. Ja, Mislim še tako, da mora biti stripa ful organiziran pri svojem delu, je to zelo bojemsko. Pa mislim, da je ful odvisno, tudi kakšen tip stripa delaš. Jaz mislim, da če delaš te komercialne stripe, da moraš biti precej organiziran, pa moraš biti res na nek tak ful workflow, ful ta proces, da res lahko sproduciraš eno stran na tak čas. Pa imaš pa tipe ljudi, ko je ta breh devac, ki je pa totalno bojemski lik, zdaj, ki sem ga naredil. Ja, recimo, mislim, zdolo je bilo ful nekako lahko, zato ker smo ful na isti valovni, se mi zdi. Pa hkrati mogoče še to, ko sem jaz starejši, da bi ona pa tako malo zaupala, še dobro tako ful dela po svoje. Ampak jaz sem nekaj tako zanimiv, če nisem hotel sugerirati, da sem mi naredil, najprej sem mi zgodbo povedal, da bi videl, če sem sploh nadušal. Pa rekel, to moram narediti. Pa sem mi naredil ta storyboard, pa sem rekel, lej, lahko naredil vsak svoj storyboard, pa poiščeva najboljše rešitve. Ampak sem tudi jaz delal ta storyboard zelo tako, da sem imel v glavi. Nekaj sem ga risal, da sem malo vedel, kaj mi je pa salvi, da ne listo. In je pa rekla, pravno če bomo spremenili, ker tak storyboard bi jaz naredila. Tako da tam je bil, ne vem, slučajno, ampak ful se je nek lep frog naredil. Se pravi, v bistvu ni šlo samo zato, da bi ti napisal dialoge, pa tekst se stavil, skar se vas tudi, če narisal v bistvu storyboard. Ja, ampak ful okvirno storyboard. Res tak samo to, da je bilo približno videti, ne vem, na tej strani sta dve slikci, pa tako da je ona samo vse rekla, da je nič več, da te več bi bilo že tumač, in to bi bila film na pečer. Pa ona vedno meni prenesla na končane peče,
Potem sem pa do njih čisto kot urednik nastopal. Da sem sam pogledal, pa sem rekel, kle se ti, da vem, ta zadeva ful preveč pozornosti jemlje in na cel prečiš, ko bi moralo biti to, pa sem pa skupaj ugotovila, kaj naredila, tako. Pa je imel nekaj, da je ful dobro povedati. Tako da se zmenjeno, da bo v bistvu letos ne bi ona pa tudi Barbara ta Noir, ker bo rekel Cash, pa pa razvih na nek job. Naslednji let naj bi pa skupaj delala Frankenstein. To mi je bilo ful dobro, ne? In tudi zdaj, recimo, kad delam s temi skupaj to risanko, ne? Je bilo tudi tako, da sem v bistvu osnovno stvari kot jaz naredil, pa je pa ta režiserka pravzaprav pač čist šla čez njega, pa vse dele, ki so bili všeč, zamenjala z nekimi svojimi, pa so še šla čez tišče enkrat, pa sem jaz naredil nov storyboard, pa je pa ful te komunikacije, pa pač ful dobro tega. Medtem kot tako, ko so pa zdaj se delali ta 21, sem se tudi moja zdaj skregala, je bilo pa ful tega trenja, ne? Je bilo pa res tako, da ne vem. Da sem jaz najprej osnovno zgodbo, pa je on bolj prišel do mene, pa je rekel, del mesec, jaz napišel čist nek nov svet, pa nov scenarij, pa sem jaz tako, okej. Pa so potem ne vem skupaj razpravljala en mesec, pa so predila ta svet, recimo on mi je čisto predstavil, da drugi nisem nadaljivaš do tega worldbuildinga. Da bi se sploh ne greš najprej pisati scenarij, ampak se najprej en mesec sam pogovarjaš, kako bo izgledal ta svet, kaj bo delal, kaj delajo gazele, zakaj bi lahko levi dobijo misodnik, cele debate okrog tega. In to je zmeni ful dobro, ker je tako pravnik, pa ful ga zanimajo te koncepti in bolj se je tako ful dobro debatirati. Potem pa pač ne vem, pa so pa skupine te zgodbe, da imel on neko zgodbo. Mislim, zdaj se mi zdi tih predstavljaj, se mi zdi, da imam ful dober flow, da tako res smo še na kavo skupaj, ko me on povedal zgodbo, pa sem jaz kot best, kako bo pa povedala ta zgodbo, pač v stripu, imamo 2 strani, kaj je, začne razumno sekvenca, razumno, pa so tako, kaj je, recimo 2 strani za moj sekvenca, a pol tja, kako pridejo iz tega dela na dalje, tako, kaj, ne, da se ga jaz sprašal, pa da so iskali rešitve. Potem sem pa zdaj v storyboard, pa sem ga njemu prinesel, pa sem mu razložil, kaj se kje dogaja, pa kaj se kje pogovarja, pa je on bolj, ne vem, 5 takih ful dobrih predlogov, kako sam nekaj pomazal ekstra v storyboard, da bo zanimiv. Tako, ves sem bilo tako, da so kleri staša nekaj prav. Zdaj se je pa recimo zgodil, da se je pa kar naredil, ko sem jaz naredil 7 strani, on rekel, da nekaj še enkrat začne delati, da ima ful boljšo idejo za storyboard za prvih 5 strani. In pa sem rekel, ne, in rekel, že zdaj pa še tako da pri tej skupnem delu je, ja. Ampak je pa spet tuno, ne, se mi zdi pa enih tako zdoro pa zlejo, pa to se ful ujameš, pa se ful v bistvu v tem flow, pa je v bistvu tako, da bi se sam malo dopolnjeval, pa greste vsi v bistvu smer, ne, tako pa delamo pa z najcem, je pa res ful tega, pa so skozi ta clash, pa lahko ful zanimiv, rado pa to. Si se med tem, ko si pač začel pisati stripe, pa jih pisal, si se tudi kaj izobraževal v smislu, da si igral knjigo, scenaristiki, oziroma, kje si se naučil praviti stripa? To je neka stvar, ki se lahko sprotno učiš s tem, ko delaš? Jaz sem na začetku se mi je zdaj, sem se učil sam iz tega, ki sem bral stripe, ampak pa sem pa že na koncu 8. razreda sem bil pa na neki taki strip koloniji v Grožnjanu, ker je bil pa Igor Gorder, ki je bil pa res tak super striper jugoslovanski, je bil v Jugoslaviji take zelo zanimive svoje avtorske, ampak tako ful klasično, zrisane, ampak zelo tako z neko psihedelično vsebino. In je imel on prav te tečaje vsake poletje in se je ful dobro, tam te pa on prav take zapovedal te fore, kako malo bolj to, kako graditi celo stran, pa kako misliti na to, ne vem, koliko so veliki posamezne slike, ne, pa kjer se gibajo liki, zato da pride en tak flow čez celo stran. Tako ful nam je tega zdaj. On se blazil s tem ukvarjanjem, pa on je šel čez cele svoje stripe in nam razlagal, zakaj se je odločil, kaj je prvičil. Jaz sem da sem se tam tako ogromno naučil, pa da če bil še več tega, da bi se res tako ful. Tako da zdaj tudi probam organizirati to za koliko gledati, se stripa, da imam nekaj take tečaje, da je njih ta del znanja mogoče malo predaš, ne? To, kako komponirati stran, pa kako delati ta pacing, da je boljši, pa to. Sam pač bolj mogoče prilagojen temu, kako se zdaj dela stripe, da so ful bolj široke, on je res na tak način razlagal, res za ta klasičen strip s kvadratki pa z oblački, ne? Zdaj ti pa dosti koliko pride z ful bolj odprtim stilom, pa je potem čez drug tip na sveta, ne? Mi je hecam, ko govoriš, recimo, ne, ko sem zrisal ta storyboard, pa pa mislim, ta scenarij, ne, pač, kad je to nekaj enostavno, ne, dejansko, da se veliko količino nekaj ilustracij, ki jih moraš v bistvu se res izrokava, vsaj te zgodnji fazi, ne, ki se to
Jaz sem te so res tako hitre, veš, te so res tudi prav načečkani, ne? Ja. Tukaj je res samo to, da se vidi, kaj je prvi plan, kaj je drugi plan. Koliko pa recimo narediš med tem med to prvo zasnovo pa do konca, recimo, koliko imaš vmes? A še faz? Faz, recimo, ja, teh izboljšav. Ja, jaz ne vem, recimo pri tem enim armarju sem tako vedno tako, da sem najprej naredil samo to razdelitev po straneh, da sem vedel, kaj je, pa sem naredil tako zelo osnoven, zelo načečkan storyboard, pa sem pa v bistvu, ok, pa mi ne še popravil, pa sem pa ponovno iz tega šel že direktno delati te končne skice, katerih je bolj nastal tam. Sam da ponovno sem delal res sporno, takrat sploh pri prvih delih sem delal z necem tako, da so razmerjene. Naslednji dan jaz delal te dve strani, on mi je poslal do jutra dialoge, pa sem jaz zjutraj nakomponiral te dve strani, ko sem jih gledal, pa on letel do mene v atelje, pa smo skupaj vse pregledali, če vse ful, pa so še pa risati, ne, tako da je ful. A si mi dali tudi šprici, da moraš nekaj nujno proizvesti, pa nismo ideje, recimo to besedilo za časopise? Ja, v časopisih si imel sploh na začetku si imel bolj tega, da... Mislim, vse tako ideje so še kar imel, ampak bolj je bil ta problem tega, ker si imel takrat še ful občutek, da moraš imeti neko inspiracijo, da začneš risati in pol si kdaj si občutil, da si čist trd, da se loviš, pa da ne moraš, pa si pač moral pregurati često, ne? Ampak je bilo njih to pol taka ful dobra šola, ki si pol videl, da prej, ki si se novo sekiral, glede tega, si ti moral eno stran celo leto proizvedeti, da ne zdaj si imel kar nalepam, da vem, po 3 mesecih 15 strani stripa, ne? Pa pač, tudi če je bilo samo 5 res dobrih, si naredil ful več kot prej, ne? 10 slabih. Pa se je itak se mi zdi z leti pa vedno bolj zboljšvalo, tako da je dosti praktično vsaka že dobra, ne? Kako pa recimo najdeš zgodbo, kako razmišljaš o zgodbi, kako v bistvu kupuješ zgodbo? Je to tudi stvar navdiha, je to nekaj, kako skozi nekaj snuješ, treniraš, kar poslušaš, ali je to? Mislim, da to je tako pri ljudeh ful različno, se mi zdi, da prvi, ne vem. Jaz imam ponovati tako, da me pač neki koncepti ali pa neke podobe ful obsedejo, da imam nekaj, ne? Da imam občutek, da bi nekaj pač rad povedal. Ne vem, zdaj eno to naslednjo, ko delam, ko sem v nekem spopadu med Dedkom Mrazom pa Božičkom, je pač nastala iz tega, da sem delal neke dolgoletne čestitke in potem se mi zdela pač ful dobra fora, da je bila neka taka hladna vojna med Dedkom Mrazom, ker je bolj ta ostanek komunizma, pa med Božičkom, ko je ta novi kapitalist, da hoče čisto svojih ta trg, da ne more čist. In potem se mi zdela pač ful nekih idej, kot teh Vagelonov, Miklavž delal, pa kako bi to celo, pa tako je bolj. Sem imel ful teh podob, ne pa vam probam te podobe nekako med sabo v neko sosledje spraviti, tako ugotoviti, pa so pa motivacije likov, pa tako, ne. Jaz sem ful tak način delati, tako ful štartam iz teh konceptov, pa iz slik, ne. Pol en čist drug je pa recimo tak, kako so pa zdaj sem delala, ko je bilo pa ful tega worldbuildinga, ne. Da sem se v bistvu ful pogovarjal, kako sploh zgleda ta svet, pa sem noro razpravljal o tem, kako ta svet deluje, pa kakšne probleme znajo imeti posamezni liki v njem, ne. In pol se pravzaprav na koncu, ko sem recimo ta svet razdelal, če se ga kakšno zgodbo povedal, se sam nekak zoom naredil nekaj segment tega sveta in sveta na nekaj zgoditi, ne. Ampak recimo za tako tip zgodbe, ko pa nec pač ful talent zame, je pa tako res, ker imam ful dobro narediti neko štorijo, ki je tako na tak način zaostrena, da te pol vsebne družbene odnose nekaj, ne, in pripelje pač razne akterje v konflikt in s tem razgali neke stvari, ne, in se pol nekaj zgodi. Jaz recimo tega sploh ne znam, pa sem prav za neke polkljive scenaristike. Tako pač ne moraš, to se mi zdi, prav moraš biti narejen, tako da ti to dodaja. A se kaj, hvališ tem, kaj je tebi zabavno in cool in kaj je pač, da ne pišeš v publiku, da so te bligo, pa sam delaš brez nekega obremenjevanja, kaj je zabavno. Mislim, da se je najbolj razlika, če je to nek naročnik, ki moraš točno nekaj narediti, pa sam tako. Ja, film, ker sem res imam tukaj ta privilegij, da film nimam skoraj nikoli tazga naročnika, ko bi se nekaj ful mešal. Ni dovolj zgodaj sem ti začel delati, pa dovolj zgodaj je bilo dosti kul, da imam zdaj taki namer, da sem v bistvu ful mešal, in imam zelo to svoje, kaj ste rekli. Sam videl pa, da ne vem, tako gledaj sem imel nekaj še nove faze, ko sem pa prav vedel, da zdaj laž delam preveč zadeve, ko bi tako na meji, da bo sprejeti. Si prav šel tako delati, da vidimo. Tega prav tako malo troče, pa sem se tega malo znabil vse. Da vse narediš še vedno, mislim, da greš v roba, ampak da ne greš čez robo, da sprebil, da se pol, da ne izzivaš za brez veze publike, pa naročnika, da te odtika, ne.
kdaj delam. Ja, ful zgodaj se mi zdi, jaz sem bil tako pač, ko sem rad risal, tako da že v vrtcu sem pač ful veliko risal, sem takrat še ne stripo, sem bil tako pač unku je risal v vrtcu, ne. Pa ne vem, pa me je pa ful malo začel zanimati glih to, da se zgodbice pripovedajo. Malo zgodbice sem začel tam okrog 3. razreda, pa sem zdaj tako s cajtom videl, da je res taka ful druga senzibiliteta, če hočeš biti sam risar ali pa če hočeš biti stripar. Ker se mi zdi, da tako pri risarju res ful zanima, da boš neko ful lepo podobo do konca naredil, ko je skoraj sama oseb zaključena, pa ko jo lahko samo gledaš. Medtem pri stripu se mi zdi, da pa ful bolj zanima, ker narediš neko stripo, da te ful zanima, kaj bo pol. Ko ful te bolj zanima, kaj bo ta lik naprej naredil. Tudi nimaš tukaj problema, kaj pravi, da skozi en isti lik naprej, nekaj te skozi zanima, kaj bo ta del, ker že kaj ta prvo gradiš, nekaj malo viš knjiga. Tako da je ful neka druga senzibiliteta, se mi zdi, kot recimo ilustracija ali pa slikarstvo. Druga oblika magije. Ja, čisto, ja. Druge stvari te zanima, ne. Nočeš te potopitve v eno podobo, ampak hočeš ta flow, ne. Pa še to zanima se pravi, da ti se tudi prevajajo, vse govorila prej, da se prevajajo drugi avtorje, kako si jih izbiril, zakaj ravno tri avtorje, recimo Donžona, se pravi, te francoske avtorje? Jaz sem včasih ful veliko več bral te časopisne stripe, zato sem tudi začel s temi miniji pa za prepajanje, ker sem ful bral ameriške časopisne stripe, sem skozi bral Slupija, pa Kalina in Hobsa, pa pol vedno sem bil tako malo glede teh avtorjev, pa sem pol šel prebrati vse intervjuje z drugim avtorjem, pa sem pol videl, da so bili njegovi najljubši avtorji, pa sem šel prebrati te neke časopisne stripe iz 60-ih, pa iz 20-ih, ko jih je bral ta avtor od Kalina in Hobsa, pa tako. In pol sem pač izdelal, ampak takrat mi tudi ni padlo na pamet, da bi to prevajal. Ker se mi zdi, da takrat je bilo še ful bolj trdo zaveščenje, če bi se začel delati okrog 2000. Se mi zdi prav tako, ko sem se v glavi kdaj prav kot res, še ne Slupija ali pa Kalina, ko sem se mi zdi prav tako nemogoče. Pol se ga pa kasneje začel prevajati, pa se mi zdi, da se tudi slovenščine tako zmeščala, da se zdaj že ful lepo berejo stripi v slovenščini. In se zdi, da Karolina tudi to predstavlja možno, Karolina Umetnina pač stripa naredila v tej primorščini, res v bistvu v jeziku, ko se več v komentarjih na internetu zelo med primorcev pojavlja, pa ful deluje. Ampak, zdaj, ko sem pa zares začel prevajati, pa ful bolj vezan na to, da so mi eni avtorji ful všeč, da sem jih pol čisto tako iz osebnega egoizma hotel povabiti v Slovenijo, ne, so meni ful, pa ko sem hotel, da bi še drugi spoznali, in pol, ko smo jih že povabili, smo jih pol prevedli, ne. Ampak ta francoski novinarec se mi ful rad všeč, ker je tako blazno sprostil risbo, pa ful je dal več poudarka na to, da je tekel vse, pa da je bil scenarij zelo asociativen, pa da je bilo ful tega igranja. In se mi zdi, da je to tako blazno sproščujoče. Dolgo časa se mi zdi, da v stripu ni bilo toliko tega igranja, da je bilo blazno tega fetišizma, pa šrafuje, pa vse mora je dobro narejen, ker da bi se moral dokazati, da je dovolj dober. Oni so se pa res ful igrali, se mi zdi, da je to tako neverjetno fajn. Tako tudi scenaristično misliš? Tudi scenaristično, recimo Spark pa Trondheim sta pisala cel ta Donžon, tako da sta bila skupaj na morju, pa da nista to hotla hoditi z ženami pa z otroki na plažo, pa sta potem skupaj sedela tam v njihovem apartmaju, pa sta risala pač to, ne. In sta imela prav tako fino, da sta se zmislila približno, kaj bo v drugem delu, pa vedela sta, da mora imeti 48 strani, da to ni tudi založbe. In pol sta tako delala vedno 2 dela naenkrat, pa je vsak od njih delal storyboard za enkrat. In pol je vedno delal čisto asociativno, prav James je še bil, in da je pol prišel do neke točke, ko ni vedel več kako naprej, in da je samo noč drugo. Se pol zamenja, pa je moral izplezati manj. Tako da je ful dobra vaja, to v resnici tudi vedno, kadar imam kakšne strip tečaje, da vedno tako najprej ljudem se sprostiti, da delajo skupni žen seške. Recimo so 4 za eno mizo, pa vsak naredi eno slipco. In pol si ful bolj sproščen, ker če ti rečejo, da je 8 slični strip, ko tako ne veš, ko bi začel, pa bi se bolj zavrezal. Tle imaš pa ful sproščen moment, ker lahko da ti škarto v neko resnici in veš, da ni tvoj problem, ker boš naprej. In se tako ful odpre, taka res huda vaja. Zdaj imaš ful teh luških, ko se prav znotraj stripa imaš ful teh vaj zafrkanskih za sproščati neko kreativnost. Tudi lih Trondheim, pa zato smo to prvo leto pri pijani zajci, in recimo ful tega, ko je temu rekel, Kuba Po, prava delavnica za potencialni strip. Po zgledu neke literarne smeri, kjer so si prav tako, da so skupaj delali stripe, pa so si delali sile. Narediti strip, ki se bo bral in v sprednji pokazati, tako da bo smisel.
državo, tako je napisal, pa da več res ful dober strip v stripu. Jaz mu reče, kako razumeti strip, ne mislim strip teorije znotraj stripa, pa razlaga, zakaj strip neče, kaj se dodaje na posamezne okvirčke, tako. On je imel pa ta challenge 24 ur bez stripa, pa bomo zdaj to probali recimo v Sloveniji narediti, da se nas bo ful dobilo v enem placu, pa kdo bo hotel krokodil doma in imaš tudi izziv, da narediš v 24 ur 24 bez stripa. In so tako ful pičiš in delaš in je ful zanimiv rad, tako ogromno ljudi, ko je to pač naredili. Je rekel, da sem jih tako čist nekaj odprl, ker pač res ne moreš komplicirati, da moraš grafirati, da sam pičiš. Je pravno, če je spilo in sam rišeš. Ja, lahko si izbereš, kako hočeš, lahko pač ne spiš pa rišeš, lahko si nekje vmes odmiraš nekaj 4 ure za spanje, pa pa drugače ne tako. Sej dosti ne rad, da ni rada, več tam ne straniš. Ampak sem vedno nastavil za nekaj, ker sem v pol počal na naslednji teden, da sem bil zadovoljni, to ful te odprejo. Mogoče nekaj za začetnika? Ja, ne vem, recimo ravno Trondheim, da sem ga prej kazal, on na začetku sploh ni znal risati. In je v bistvu prosil nekaj kolega, da mi je narisal neke vzorčne slikce, ki je pol kar lepo, nekaj take čudne slike. Pol je pa tako odločil, da se on naučil risati in je začel risati kot 200-stransko knjigo, čez katero se je tako učil risati. In je sam risal likce in je tako prav zdaj izdala ta knjiga. In tako prav vidiš od začetka, ker je še čisto porno, tako do konca, ko se v bistvu tako nauči risati. Tako ne bo mi dali eksperiment. Da se mi že kar pogovarjamo, ker tem je neskončno, ne, za stripa. Še nas kaj zanima? Zato, ki so študenti, ki so se nekateri, mogoče ne vsi, ampak neki so se bolj na začetku srečevali s tem stripom, ali imate še kakaj izkušnje? Niti ne. Ampak nekaj ste risali, ne? Zdaj, kada ti si nekaj risala, pa... Nekaj že. Zanimivo je tudi kar nekaj medved, ne, tukaj. Tako da to je tudi zanimivo, ker sem bila, da imaš posebno polico prav za ženske avtorce. Ja, to sem bil zdaj, ker se mi zdaj pač res zanimiv, koliko se jih je, ker prej mi ful je bila moška profesija. Tako res je to skoraj naš ne bilo ženski noter, pojki pa tako ogromno se pojavlja, prav tako v zadnjih 10 letih, da pa še manj. In sem ga prav zdaj tako ful zanimivo, da sam tako dal, tako sem to The Latest Ladies in sem tako vse, ki se zdaj tako prišle. To je res tako zanimivo. Se ti zdi, da mogoče kakaj razlika tako v zgodbah ali v načinu pristopu dela kot moški strip, mislim? No, pa vem, pa ne vem, da so se tako vmes tudi spremenile stvari, veš, ker je res strip, ne vem, ta star je bil pač nekaj tega humorističnega pa avanturističnega, ne, pa pol je bil tale, pa pol tega superherojskega, ki so ful take moške fantazije nekaj, ne. In tako, ne vem, tudi tako se je cel strip pa zdaj spremenil s celim tem biografskim, pa za, ne. Se če gledaš, da pač ful veliko revolucije v stripu je naredila v bistvu Maržan Satrapi s Persepolisom, ne. To je taka zadeva, ki bo zdaj vzora autobiografskim stripom, ne, že 20 let in je, ne. To je naredil plan za neko čisto drugo poetiko, ko je, mogoče pač lažje na žensko, ne bo zastopati, če bi pisali te mišičnjake. Ja, mogoče res. Sem strip dodal za nekaj dost kompleksnega, ne, tako zelo biti in težkega, tako da mogoče dali smo nek tak respekt do stripa, da moraš biti ful dober, da ga sploh začneš delati. Kar pa mogoče ti ko razumeš, da to ni res, oziroma kako si rekel tega, francoske novine. Dejansko so take smešne stvari, pa tako enostavne, tako razgledene, da ti to da potem zagor, da bi tudi sam kaj ta zadnje. Ja, ne, se v bistvu je finta v tem, ja, ti si misliš, kaj je tak Gesamtkunstwerk, veš, na tako scenarij, da mora biti malo scenarista, režiserja, igralca in kulistega, ne? Ampak v bistvu ne smeš biti v nobeni od teh zadev tako ful dober, ker lahko povoz druge elemente, ne? Pa recimo lik Scott McCloud govori, kako razumeti strip, pravi, da če boš ti vzel najboljšo prozo možno, pa jo spomnil z najboljšo sliko možno, bo to ful slab slik. Zato tega, ker je predstavljeno našo mnogo toliko sta narazna, ne, da ne morete skupiti. On ima tam prav neko teorijo, da v bistvu v stripu, da more biti bolj preprost narejen, ne, pa ti kaže zadeve, da v najbolj realističnih stripih je to ful daleč od nekega fotorealizma slikarskega ali pa grafičnega, ne. Zaradi tega, ker more biti dovolj schematska izba, da ti gladko drsiš med okvirčki, ne. Flow je v bistvu. Ja, je ful važno, ne. Ko imaš ti recimo, ne vem, imel si to
obdobje v 70-ih, ki so taki res ful dobri risali delali v francoskem stripu. Pomenijo Snežan Žiroj, bil tak primer tega, ki so takrat na letu začeli vsi ful spoštovati strip, ker so rekli, lejte, če pa to možno, ne taka res resničina znotraj stripa, pa si kar strip ful. In pa je bila cela okrog tega televizije Metal Blond, ko je Francija takrat bila prišla, ko je bilo bolj heavy metal, so bili sami tem morom, ko ste se pisali. Ampak ja, tam vidiš, da je, mislim, je drug tip stripa. Tam je res bolj tako, kot je bila serija nekih takih ful lepih slik. Pa ponovati so dosti razmaki dogajanja dela v tega slikov. Ful ni ta zelo flow, recimo. Ampak prav sem je počutil, da je takrat strip blazno dobro nekaj dokazati. Pa ful so metali neke intelektualne teme. Tako zdaj se mi zdi sploh v tem francoskem novem valu, pa še v teh, ki so zdaj za njim prišli, že novi val je tako ful sprosti turizmom. Pa bom si imel pa zdaj ene take like, ki je bil recimo Bastian Res, je vmes noter prišel, ki je delal po promerju, naprej prav gledal, ki je delal tako na tablico, pa čist, mislim, biti učinjeni niso. Jaz sem se tako videl anatomija, pa to se štima, da znate kako ful dobro risati, ampak kaj se bi bil na pol sam stojil. In meni je bilo tako ful gledal najprej, in pa sem en moj prijatelj tako zanalaž vedno kup tiste menke doze, da bi dokazal, da je ful. In potem je tist prebral in je rekel, da je to ful novo, da to možeš prebrati. In pa začnem brati, in sem tako videl, da v svetovju je vsaka slikce je bila ful greda, pa ko si to bral, so pa lepo brati, da vse slikce ful lepe. Ko si bila nekaj v flowu, si kar videl si vsem detalje. Štekaj si, zakaj mu ni treba učiti resati, da si videl, ko si bral. In on je tako ful no, ko to dela. In pa sem tudi intervju, da sem malo za tem z njim, pa sem mu povedal to zgodbo, ko mi najprej nekdo všeč, pa je rekel, to so ljudje, ko mešajo strip pa ilustracijo. Je rekel, ni v tem fintu, da je to sama za slikca dobro. Mora biti čim boljši flow, pa dobro je, da slikca mešaš čim bolj na hiter, zaradi tega, da jo bolj lažje zamenjaš, ko to viš, da ti pod flow. In pa malo nek zaradi tega bo furati z te digitalne. Je rekel, to hitre slikce, ko je tam, mu nižo zamenja. Prav, v bistvu je zgodba na prioriteto. Ja, pa spet ne zgodba kot zgodba, ne? Veš, spet ne zgodba, kot mislim, literarna. Ta dogajanje, prednost, ne? To premikanje osebnih dogodkov, do tega še sploh, v tem smislu zgodba. Mislim, kaj je ta flow, kaj je ta tok. Sprav zgodba, ki se stavlja napoli iz dveh jezikov, verbalnega pa likovnega. Mislim, lahko je tudi sam iz likovnega, imaš tako ful dobre nemestnite, recimo. So tako osebe jedne, Ampak to je važno, da je ta zgodba čim bolj jasna, pa da lahko čez njo fino drsiš. Sej pa imaš tudi momente, recimo, kako ustaviti zgodba, kako ustaviti ta flow, ravno s tem, to eni striper tako ful zanimivo to delajo, recimo pri Vesu tega ni, pri Vesu je skozi ta top, ko minimalno to dela, ampak imaš recimo Vinčnost, ko je več kot dober animator, tako krasno, to je glavno nagrado, on boli in Pinokio, ko priredba vstržka, ampak taka čiščina, ko je vstržak nek tak vojni robot, tako, kaj več betno za večki industriji, pa on pobegne. In je tako vse brez besed, ampak ima res vidiš animator, a on je v bistvu glavni animator na prezeku beslisanja. In potem je ful znan. Ampak ima super, to je res tako sam šiva, da sta zgodba naprej. In pa vsake čas, ko hoče nek tak kritičen moment, naredi pa eno ful bolj, ali bolj detaljirano, ali bolj, ne vem, zgodenkami pobarvan, skratka neko sliko, ki te bo bolj prosim, da se zaustaviš nekaj trema stran. In to se tako ful dela, to se recimo tudi super hrvojsko stripo se to dela, da je Frank Miller je z Batmanom to delo, ki je imel tisti ful čovki te okvirčke, cel flow, pa na lepem, ki je bila lepa monumentalna scena, je pa tako bila sama čez celo stran, da se sam videl, da ustavlja dajanje, pa je spet point od tem. Pa Lavrič, recimo, ful dobro dela, da varira te hitre, slikovite kadre, ki se premikajo z nekimi skoraj celostranskimi, tako ful zabrznejo dogajanje, pa ful tako lepo predela tako. V bistvu govorimo o jeziku stripa, o umetnosti tega jezika, ki je specifičen, ki se v bistvu, da lahko raziskuješ, da lahko spreminjaš, da lahko. Ja, ful se lahko poligraš s tem, ja. V bistvu se postavlja, v bistvu že sam zase to je, kako se temu reče, kjer umetnost, ne več 7 umetnost, to je film. Ja, 9, ne, ful čas se bude 9. Ja, čisto svojo logiko poznate tega, v bistvu likovni elementi in verbalni elementi so vsi podrejeni temu, temu, kar je dejansko umetnost. So v bistvu sam sredi
črta, pa plosko, pa tako naprej. To je pravzaprav za strip risba, je enostavni element, tega potem, s katerim se stavljaš dejansko umetniški izraz, kaj hočeš. Kaj se, da ne bomo tebe preveč presečili s črpa, še mogoče vzamem klic za kakšno vprašanje še. Sicer, kot je že rečeno, bomo prvo tako začeli v knjigarno sem, a se oni morajo prej kaj najaviti? Ja, mislim, fino je, če prej vse popišete, ali popišete, je drugače, tudi in moj mail in telefon je naprej, če ta striparna stripovi so tam vsi kontakti, ker to je pravzaprav moj atelje in v bistvu izprt se piše, da je izprte, kako se osnovno. Značajno ni tako vsak dan, moramo vsaj 4 do 6 ur tam brisati, tako da sem vsak dan 6 ur noter, ampak je v bistvu tak, da pač lahko provati, če se v bližini pa lahko sem, lahko pač popišete. Potom sem rekel, da če bi kdo prikazal, zdaj na koncu pač še pride do meni. Če vam je pa zopr, bi pa tako flegma tudi pošljete na meni, kar vam pa pač sami izdelali na Gmailu, bi pa tako flegma. Flegma pošljete na meni. Cool. Super. Najlepša hvala. Cool, hvala vam. Mogoče naprav sem mogoče ki pa je v tej obliki, gre pa za neko grafiko naših študentov in pač... Hvala. Hvala. To je to. Evo, če pa kdor to bi še kaj pokazal,